Dobrodošli v Vrtincu. Danes bomo začeli z malo šolo nepremičninskega prava. Predavateljica pa bo notarka Mojca Tavčar-Pasar, ki nas bo enkrat mesečno šolala o pravniških osnovah. Dobro jutro, Mojca. Dobro jutro, dobro jutro. Kako ste na to današnje jutro? Odlično. Lepo jutro, lep dan. Tako, lepo to slišati. Ko sem se pripravljal na današnji vrtinec, sem zasledil eno zanimivost. Slovenci pri nakupu avtomobila preverimo čisto vse, kakšne so gume, ali ima res toliko prevoženih kilometrov, kot piše na števcu, da ne kupujemo avta v žaklju. Ko pa pridemo kupovati nepremičnine, pa smo veliko bolj šlampasti in to kljub temu, da so nepremičnine tudi 10-krat dražje od avtomobila, torej od premičnin. Zakaj je tako? Zakaj je tako, v bistvu vam niti ne bi znala povedati. Tudi jaz se vedno čudim temu. Posebno se čudim, ko pridejo stranke včasih v pisarno overiti podpis na neki pogodbi, ki so jo, ne vem, mogoče kar prevzeli z interneta, pa kar napisali neke številke noter in pravzaprav niso niti dobro razumeli, kaj pišejo. Tako da to je mogoče res slovenski fenomen. Za avto preverimo vse, za nepremičnino pa mogoče včasih premalo. Torej, kako pravilno pristopimo k prodaji oziroma nakupu nepremičnine? Kaj svetujete? Torej tako, pri prenosu lastninske pravice na nepremičnini se vse začne in konča v zemljiški knjigi. Torej, ko nekdo želi kupiti nepremičnino, mora jasno najprej preveriti stanje te nepremičnine v zemljiški knjigi. Torej, osnovno je, da pogleda, ali je prodajalec sploh lastnik te nepremičnine. Potem mora pogledati, ali ima ta nepremičnina kakšna bremena. Torej, lahko ima vpisane kakšne služnosti, ne vem, služnost poti, recimo, je velikokrat. Lahko ima vpisane kakšne osebne služnosti, služnost užitka nepremičnine v korist tretje osebe, pravico bivanja ali rabe. Lahko ima vpisano hipoteko, lahko je vpisana hipoteka na nepremičnini, lahko pa je tudi zaznamovana izvržba na nepremičnini. Tako da, skratka, treba je preveriti stanje v zemljiški knjigi. Vse, karkoli je pa vpisano v zemljiški knjigi, je rešljivo. Z sodelovanjem bank, recimo tista banka, ki ima hipoteko, ne vem, če je osebna služnost, z odpovedjo te služnosti. Skratka, vse se da rešiti, samo potrebno je sodelovanje tretjih oseb, te, ki imajo pravice na tej nepremičnini, prodajalca in kupca. Da notarke ne bom spraševal samo jaz in da ne bom izpadel največji pifler v razredu, k sodelovanju vabim tudi gledalce, pokličite nas in zastavite vprašanje notarki Mojci Tavčar-Pasar 05 6685 611, kot piše tukaj spodaj. Seveda je zelo pomemben postopek pri zamenjavi lastništva tudi sestavljanje zemljiško-knjižnih listin. Kakšno vlogo ima pri tem notar? No, mogoče bi jaz sam še en korak pred tem naredila, ko sploh preden pristopimo k sestavljanju zemljiško-knjižnih listin, moramo ugotoviti, če pridobitelj, torej tisti, ki želi pridobiti lastninsko pravico na nepremičnini, tako pravico sploh v Sloveniji lahko pridobi. Torej, v Sloveniji, poleg slovenskih državljanov, lahko pridobivajo lastninske pravice na nepremičninah vsi državljani držav Evropske skupnosti in še nekaterih drugih držav OECD-ja, torej pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. Državljani bivših republik? Državljani bivših republik, Hrvati lahko pod enakimi pogoji kot Slovenci. Medtem, ko pa državljani Srbije, Makedonije in Črne Gore lahko tudi pridobivajo lastninske pravice, vendar je potrebno sprožiti postopek vzajemnosti na Ministrstvu za pravosodje. Imamo že prvi telefonski klic. Dobro jutro, kdo je z nami? Ja, halo, dobro jutro, Tomaž na telefonu. Dobro jutro, Tomaž. Ja, jaz bi eno vprašanje imel, lep pozdrav obima v studiu.
Pa me zanima ena informacija, ne vem, če bo sicer povezano z tem, ampak mislim, da ja. Namreč nas je 11 lastnikov približno nekega pač zemljišča, ki je približno okoli 30 hektarov veliko, vendar pa še ni prišlo do razparcelacije, to se pravi, še ni razdeljeno, smo pa pač vsi lastniki, ne, pač vsakmu pripada neka, mislim, da je 1/16 tega posestva. Zdaj pa mene zanima, tukaj gre za gozdove in pa tudi za travnike, pa me zanima, če lahko nekdo izmed teh solastnikov, če se odloči, če lahko proda svoj delež, čeprav ni še razparcelirano. To je pač moje vprašanje, če lahko odgovorite, hvala lepa, drugače pa lep pozdrav še enkrat v studio. Lep pozdrav tudi vam, hvala za vprašanje, izvolite. Torej tako, ne. Na nepremičninah imamo lahko izključno lastninsko pravico, torej da je samo en lastnik, lahko imamo solastnino. Vsak lahko proda svojo lastnino, ne, torej tudi solastnik, jasno samo svoj delež, ki ga ima na neki nepremičnini, vendar imajo ostali solastniki predkupno pravico. Torej ne more eden od lastnikov oziroma solastnikov svojega deleža prodati nekomu XY? Lahko, s tem ne more pred tem ostalim solastnikom ponuditi v nakup. Ne? In šele, če solastniki niso zainteresirani za nakup tega njegovega solastninskega deleža, lahko proda tretji osebi. Ne? Odlično. Kje so ostala? Pri listinah? Ostali smo Čeprav imava, ravno kar mi javljajo, da nas je poklical še en gledalec, dava prednost njemu. Dobro jutro, kdo je z nami? Pozdravljeni, Miha tukaj. Živijo, Miha, izvolite. Mene pa zanima, jaz sem pred 20 leti prodal eno zemljišče. V bistvu smo doma napisali tako domačo pogodbico. Kupec mi je plačal vse, zdaj pa on tega ne koristi, ne? In tudi se noče vpisati v zemljiško knjigo. Zdaj mene zanima, kakšna je možnost, da jaz prisilim, da se on to vpiše, ne? Kakšne jaz plačujem davke. Oziroma, ali lahko to še enkrat prodam, ne? Sej konec koncev sem jaz lastnik še v eni zemljiški knjigi. Zanimivo vprašanje, hvala. Po televiziji. Hvala, ker ste poklicali. Ja, res zanimivo vprašanje. Torej, s temi pogodbicami, ne, ki si jih napisali doma, pa si plačali kupnino, so križ in težave, ne. Zdaj tako, če bi bila pogodba sklenjena tako, kot je potrebno, zdaj ne vem, mogoče gre tudi za kmetijsko zemljišče, ne, predpostavljam, da gre za kmetijsko zemljišče, ker je verjetno neke manjše vrednosti, ne, kot hiša na hiši, verjetno bi vsak imel interes, da se vpiše, ne. Potem bi lahko tudi prodajalec vpisal kupca kot lastnika v zemljiško knjigo. Ne? Torej, če bi imel pogodbo sestavljeno v skladu z zakonom. Tako pa dejansko na podlagi te listine, ki je doma tako na kuhinjski mizi sestavljena, se pač kupec ne more vpisati v zemljiško knjigo. Tudi vprašanje, če je pogodba veljavna. Ne, če je bilo kmetijsko zemljišče, če je bila kupoprodajna pogodba, če je viselo na oglasni deski, če je bila sprejeta ponudba in tako naprej. Ne. Zdaj, večplastno je jasno to vprašanje in težko dati neki odgovor. Ne. Še posebej tako po telefonu? Še posebej tako po telefonu, ja, potrebno je pogledati listine, vedno, ne. Zdaj, vedno je težko tako po telefonu odgovarjati na konkretno vprašanje, ne, ker vedno moraš se seznaniti s vsemi dejstvi, ne, torej moraš vse pogledati, da lahko daš neki verodostojni odgovor. Ampak se trudimo. Se trudimo. Ja. Kje so ostale z našimi listinami? Torej, z našimi listinami smo ostali tako, ne, torej imamo... Se opravičujem na kratko, ker je spet nekdo poklical. Ok, torej, imamo kupca, ki lahko kupi v Sloveniji nepremičnino, ne. Torej, ko pristopimo k sestavi pogodbe, če kupujemo nepremičnino, torej parcelo, ne, torej, če ne kupujemo etažno lastnino, ne, torej stanovanje, ki je vpisano kot etažna lastnina ali poslovni prostor, torej, če kupujemo neko parcelno številko, moramo vedno pridobiti potrdilo o namenski rabi. To je
preden pristopimo k sklepanju pogodbe. Zakaj? Zato, ker potrdilo o namenski rabi nam pove, za kakšno zemljišče gre. Ali je to stavbno zemljišče, ali je kmetijsko zemljišče, ali imamo predkupne pravice občine ali države, ali imamo predkupno pravico po, ne vem, zakonu o varstvu narave, zakonu o varstvu kulturne dediščine. Skratka, preden sklepamo pogodbo, moramo najprej vse te stvari preveriti. Torej, če ima občina predkupno pravico, moramo dobiti izjavo, da občina ne uveljavlja predkupne pravice. Če ima država predkupno pravico, moramo pridobiti podobno. In tako naprej. In šele, če imamo kmetijsko zemljišče, moramo najprej ponudbo za prodajo zemljišča dati na oglasno desko. 30 dni mora viseti. 30 dni mora viseti in v teh 30 dneh se tisti, ki so zainteresirani, prijavijo oziroma sprejmejo to ponudbo za nakup kmetijskega zemljišča. Jasno, prodajalec potem mora skleniti pogodbo z predkupnim upravičencem. To marsikdaj strankam ni jasno. Torej, če bi jaz želela prodati neko kmetijsko zemljišče vam, potem bi mogli to dati na oglasno desko. In če se bi javil oziroma sprejel ponudbo nekdo, ki je predkupni upravičenec, to je, na prvem mestu je solastnik, potem je sosed kmet, zakupnik, katerikoli kmet, oziroma potem država, občina in tako naprej, moram jaz najprej z njimi oziroma s tistim, ki je na prvem mestu, skleniti pogodbo. Odlično. Še zadnji klic sprejemamo. Dobro jutro, kdo je z nami? Dobro jutro. Dobro jutro, hvala, ker ste bili potrpežljivi. Izvolite. Ja. Pozdravljam vaju in vajenega gosta. Jaz imam eno samo vprašanje. Ja. Izvolite. Ja. Glede, meni se gre za eno vprašanje. Sa eno nekretnino imela in sam je prodala človeku preko notarke. Glede, v pogodbi pa je notri pisalo, da se človek lahko knjiži na moje premoženje, sve eno. Da li je to premoženje, da se knjiži na moje premoženje, a ni moralo biti tamo, gdje se nekretnina nahaja, ampak je bilo lahko se knjižija notri. Tudi pri notarku sam prosila, da se človek ne bi na moje premoženje knjižija, dokler jaz denarja ne dobim. Ampak gospa notarka mi je odgovorila, da tega mi ne bo notri pisala v pogodbu. Smo razumeli vprašanje? Gospa, najlepša hvala, ker nas malo čas preganja. Vprašanje smo razumeli, tako da izvolite. Torej, če sem jaz zdaj prav razumela, se je kupec od gospe vpisal v zemljiško knjigo, preden je plačal kupnino. Torej, zdaj mi moramo povedati, ko se sklene pogodba in ko so vse te predkupne pravice pridobljene, visino oglasni deski, odobritev upravnega posla, če gre za kmetijsko zemljišče, in ko je plačan davek, lahko pride prodajalec overiti svoj podpis na pogodbi. Ta original listine ima prodajalec. In običajno je, da s to listino se kupec lahko vknjiži v zemljiško knjigo. Mogoče eno stvar je treba povedati. Pogodba velja, ko je podpisana. Sposobna vpisa v zemljiško knjigo je pa šele takrat, ko prodajalec overi svoj podpis na tej listini. Kdaj da prodajalec to listino kupcu, je pač stvar njegove volje. Zdaj, običajno da kupcu to listino takrat, ko je plačana kupnina, oziroma če se najema kredit, takrat, ko dobi zagotovilo banke, da bo iz odobrenega kredita. Takrat je najpametneje to narediti. Takrat je najpametneje, ja. Zdaj pa ljudje, mogoče včasih tudi iz nevednosti, izročijo listino, mogoče prezgodaj, in potem imajo težave, ker ne dobijo kupnino. Hvala za ta pojasnila in ker ste prišli k nam v studio. Hvala vam za povabilo. Hvala tudi gledalcem, ki ste klicali in ki gledate. Kot bi rekel naš sodelavec na nacionalki in tudi legendarni voditelj Marcel Stefančič, sedaj veste, upam, da nimate fraze patentirane. Ravnajte pametno.